Kot je kolega Meglič napovedal, najprej komentar k, lahko rečem, paketu socialne zakonodaje za okrepitev družinske politike in okrepitev politike trga dela, ki se je nekako z današnjim glasovanjem o prvem izmed 4 zakonov že začela in nakazala smer odločitve sedanje koalicije. Pred nami je zahtevna jesen. In že danes lahko spremljamo, da cene divjajo v nebo. Ne samo cene hrane, energentov. V tem tednu ljudje dobivamo obvestila ponudnikov električne energije, da bodo s 1.8. znatno povišali cene električne energije. Med 30 in 60% napovedujejo. Zato je omenjeni paket zakonodaje za krepitev socialne, družinske politike in politike trga dela po našem mnenju nujen, da se bi lahko vlada in ta država ustrezno pripravila na zahtevno, težko jesen. Znano je, da je NSi te zakone vložila v obravnavo Državnemu zboru že februarja 2022. Ta paket pa žal ni bil sprejet še ob zaključku prejšnjega sklica, saj ga je žal z referendumsko pobudo takrat blokirala stranka Levica. Če parafraziram njihovo nedavno izrečeno stališče, je šlo očitno za zlorabo parlamentarne procedure. Morda ne bom na dolgo našteval rešitev, ki jih ta paket zakonodaje prinaša. Današnji zakon, o katerem smo pravkar glasovali in je bil žal zavrnjen, je prinašal 2 ključni rešitvi, in sicer staršem, ki ne omogočijo šolanja svojih šoloobveznih osnovnošolskih otrok, odvzame izplačilo denarne socialne pomoči v denarju in jim ga nameni v naravi. To je signal, da s tem prikrajšajo svoje šoloobvezne otroke za temeljno otrokovo pravico in prikrajšajo tega, da bi si lahko z pridobljeno izobrazbo tudi omogočili boljše življenje, nenazadnje izstop iz spirale revščine. Drugi pomemben ukrep tega zakona današnjega je bil povezovanje evidenc zavodov za zaposlovanje in centrov za socialno delo, je tudi strokovno utemeljen, in sicer omogočil bi boljše delo z dolgotrajno brezposelnimi, s tistimi, ki so dolgotrajno tudi na ukrepih centrov za socialno delo. Pravzaprav, če povzamem z enim stavkom, zdravi in dela zmožni ljudje naj delajo, ne pa prejemajo socialne pomoči, denarna socialna pomoč in vsa ostala strokovna pomoč centrov za socialno delo, ki je izjemno pomembna za celovito obravnavo in pomoč ljudem, da se naučijo loviti ribe, pa bi pripadala tistim, ki so res ranljivi, ki se ne zmorejo sami pomagati. Morda iz paketa celotne zakonodaje omenim še podpora družinski politiki, in sicer 45 dni dodatnega starševskega dopusta za očete, in to ne bi šlo na račun materinskega dopusta, in še nekaj drugih rešitev, ki bi podprle ljudi v tem, da če so zdravi in dela zmožni, grejo delat, ne pa prejemajo socialne pomoči. Najbolj izpostavljen je bil recimo ukrep obveznost sprejetja za 2 stopnji nižje rangirane zaposlitve oziroma delovnega mesta od tistega, katerega izobrazbo ima posameznica ali posameznik, ki je prijavljen v evidenci brezposelnih. Jesen bo zahtevna, zato je pomembno, da vlada s ciljanimi ukrepi pomaga socialno najšibkejšim in ranljivim. Denarja za to bo, lahko predvidevamo, omejeno, in zato je ključno, da bi vlada že sedaj, pred poletjem, na področju izplačil denarnih socialnih transferjev vzpostavila več reda in da bo ciljno izplačilo teh pomoči v jeseni, ko pričakujemo težje razmere, sploh možno. Ključno je, da se aktivira iskalce zaposlitve in se prepreči fiktivne prijave v evidencah brezposelnih.
naj omenim, da še vedno na trgu dela vlada močno pomanjkanje delovne sile in s tem bi pomagali tudi gospodarstvu. V luči demografske zime in tudi, kot so navedli člani sedanje koalicije, v skrbi za več veselja do življenja, pa je skrb za družine in družinsko politiko v centru pozornosti. Morala bi biti v centru pozornosti naše države in je v centru pozornosti Nove Slovenije. Skrajšan delovnik za oba starša in več dopusta za očete pomeni, da bodo lahko starši več časa s svojimi otroki. Pričakovanja ljudi so jasna, te trditve, ki sem jih navedel, da je potrebno napraviti red, preprečiti zlorabe socialnih pomoči, so močno podprte tudi z javnim mnenjem, kar kažeta 2 javnomnenjski raziskavi glede rešitev v predstavljenem paketu zakonodaje. Ker se zelo zgoščeno dogajajo tudi aktualni politični dogodki, naj pokomentiram še nekaj teh. Iskreno smo od nove koalicije in nove vlade pričakovali malo več. V Novi Sloveniji imamo občutek, ki smo ga že izrazili in še vedno se nam potrjuje, da se vlada pravzaprav ne zaveda resnosti in zahtevnosti krize, ki se napoveduje za letošnjo jesen. Prihajajoča kriza bo po svojem bistvu precej drugačna kot prejšnje. Tokratna kriza po naših pričakovanjih in po vseh napovedih ne bo zadela le socialno in finančno šibkejših, ampak bo prizadela pravzaprav vse. Tudi aktivne, tudi tiste, ki se preživljajo z svojim delom. Pravzaprav bo najbolj prizadela ravno aktivni srednji sloj prebivalstva, ki delajo, ki hodijo v službo, ki skrbijo za svoje družine in trenutno normalno lahko preživijo in financirajo vse svoje obveznosti. Zaradi silne draginje, inflacije in energetske krize pa se lahko v jeseni, pozimi še v težjih razmerah znajdejo tudi na robu preživetja. Zato v Novi Sloveniji pozivamo sedanjo vlado in koalicijo. Trenutek za ukrepanje je sedaj, pred poletjem. Nikakor se ne strinjamo s trditvami premierja, doktorja Goloba in sedanje koalicije, da je časa za ukrepanje dovolj. Časa ni dovolj, pravzaprav bi ukrepi že morali biti predstavljeni. Vsekakor v kratkem pričakujemo celovit nabor ukrepov, kako se bo vlada soočala s to, lahko rečemo, krizo draginje na vseh področjih. V Novi Sloveniji seveda smo konstruktivna opozicijska stranka in zato imamo tudi predloge, s katerimi bi želeli sedanji vladi pomagati pri pripravi nabora teh ukrepov. Prvi zelo učinkovit ukrep bi bil takojšnje znižanje DDV-ja na goriva in na energente ter na osnovno košarico življenjskih potrebščin. To je izjemno pomembno, da bi se definirale glavne življenjske potrebščine in ta košarica, ki je bistvena za vsako gospodinjstvo in bi se tem osnovnim živilom in energentom znižal davek na dodano vrednost. S tem bi lahko ljudem hitro in učinkovito zelo dobro pomagali. Podoben predlog je bil žal ravnokar zavrnjen v Državnem zboru, očitno zato, ker ga je vložila opozicija in to seveda obžalujemo. Ampak, če je vlada naš predlog zavrnila, ima sedaj odgovornost in mi v Novi Sloveniji to vsekakor pričakujemo, da v najkrajšem možnem času pripravi in predstavi lasten predlog učinkovitega ukrepa. Za vsako ceno moramo ohraniti delovna mesta. Ohraniti moramo aktivnost gospodarstva. Podpreti moramo podjetja in gospodarstvo. Tudi na podlagi izkušenj preteklih 2 let to trdimo. Kajti s tem, ko smo v 2 letih izdatno pomagali gospodarstvu, smo ohranili 300 000 delovnih mest, obenem pa gospodarstvo zadržali na delovni temperaturi, da je takoj po koncu epidemije oziroma najhujših implikacij te epidemije
lahko pričelo delati in rezultati so jasni in vidni in preverljivi. Predvsem pa moramo po mnenju Nove Slovenije gospodarstvu pošiljati pozitivne signale, jasne signale podpore, ne pa strašenja z visokimi davki in drugih groženj z slabšanjem poslovnega okolja. Torej, da povzamem, ciljani ukrepi za tiste, ki pomoč potrebujejo, da, moramo pa, tu želimo tudi mi pomagati, narediti najprej red na področju socialnih transferov, pripraviti dobre ukrepe in se zdaj, še pred poletjem, pripraviti na pričakovano težjo jesen. Želim poudariti, da Nova Slovenija aktualne vlade pri soočanju in z upravljanjem z epidemijo ne bo ovirala, zato predlogu zakona o nalezljivih boleznih danes nismo nasprotovali. Nova Slovenija ima izkušnjo z upravljanjem in vodenjem epidemije. Mandat naše vlade je skoraj v celoti zaznamoval ta boj z epidemijo. Žal pa smo se ves čas ukvarjali tudi s popolnoma destruktivno opozicijo, ki nikakor noben predlog zakona ni bila pripravljena podpreti. Prav gotovo bi z epidemijo lažje obvladali, če bi slovenska politika dejansko tukaj res pokazala več enotnosti in modrosti. Želim poudariti, da virus nima politične barve in Nova Slovenija svoje politike ne bo gradila na tem, da se igra z zdravjem in življenjem ljudi. Zato nove vlade pri soočenju z epidemijo ne bomo spotikali, ne bomo nagajali in ne bomo oporekali, ker v polnosti prevzema vso odgovornost sama vlada za vse ukrepe, tako kot je to odgovornost prevzemala prejšnja vlada. Čas je res, da slovenska politika na tej točki odraste in da se vsi ozremo, kaj potrebujemo za to, da bomo zaščitili življenja in zdravje ljudi. Lahko napovemo, da bomo podpirali ukrepe, ki jih bo predlagala stroka. Glede na naše pretekle izkušnje pa bomo aktualni vladi tudi jasno podali naše poglede in izhodišča. Včeraj je bila tiskovna konferenca, kjer je stroka povedala točno, katere ukrepe bojo predlagali in ti ukrepi so dejansko tisti ukrepi, ki so seveda bili tudi v prejšnji vladi. To so odnošenja mask, možnosti omejevanja gibanja tudi na občine, omejevanje javnega zbiranja, zapiranje šol in vrtcev. Obstoječi zakon, ki je bil danes sprejet, zakon o nalezljivih boleznih, predstavlja pravno podlago za vodenje epidemije nalezljivih bolezni, tako covida, kot tudi kakšnih drugih epidemij, ki nas bodo mogoče v prihodnosti še doletele. Zato se nam zdi pomembno, da je zakon kvalitetno pripravljen, upošteva tako priporočila epidemiološke stroke, kot tudi ustavno-pravni vidik, kar pa v omenjenem zakonu sprejetem ravno ne moremo govoriti. Na to je opozorila tudi zakonodajno-pravna služba Državnega zbora. Zato si želimo, da bi stranke koalicije jasno povedale, tako kot je včeraj povedal dr. Fafangel. Rekel je, da se je epidemija v 2 letih dobro obvladala in da so bili pravilni ukrepi in da bojo te ukrepe seveda tudi v nadaljevanju peljali naprej. In ne nazadnje, prav tako bo vlada z epidemijo še naprej se spopadala z uredbami. Tudi to še vedno ostaja v samem zakonu, se pravi tudi aktualna vlada, če se bo srečevala, če se bomo srečali s hudo epidemijo, z mutacijami virusa, bo zadeve urejala z uredbami. Edina razlika je v tem, da so za to ustvarja še dodatna pravna podlaga v zakonu. V Novi Sloveniji res opozarjamo na operativno neizvedljiv zakon, hkrati prinaša tudi nove neustavnosti. V Novi Sloveniji smo na to v parlamentarni razpravi opozorili tudi na samem odboru, kot tudi danes na seji Državnega zbora, vendar še enkrat poudarjam, ta vlada sprejema zakon sama zase oziroma prevzema polno odgovornost za to, kar so zapisali v sam zakon. Vlada zaenkrat pravi, da bo epidemijo upravljala na podlagi priporočil. V Novi Sloveniji pa želimo povedati, da je to res vse lepo in prav zapisano, da papir prenese vse, ko pa pridemo v
situacijo, ko je pa potrebno to hitro odreagirati in ko gre za res, pa je ta zadeva nekoliko drugačna. Če epidemija uide izpod nadzora, virus mutira in prinaša težke poteke bolezni, je epidemijo možno obvladovati zgolj z obvezujočimi ukrepi. Lahko rečem, da in tudi vsi v Novi Sloveniji in nasplošno si želimo, da bi ljudje to razumevali in upoštevali. Se pravi, priporočila in te epidemiološke razmere, obvezujoče ukrepe, da ne bi prišli v situacijo, v kakršni smo bili, da bi bilo zdravje in življenje ljudi izpostavljeno in seveda želimo biti konstruktivna opozicija z dobrimi predlogi, seveda pa tudi povedati takrat, ko se z nečim ne strinjamo in mislimo, da ni prav.